Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo Nino Brus, novinarko, ki je na svetovnem prvenstvu novinarjev osvojila 3 zlate medalje. Nina, najprej lep pozdrav in pa seveda čestitke za osvojene medalje. Dober dan in hvala za čestitke. Torej, svetovno prvenstvo novinarjev v Kanadi s seboj ste prinesla 3 medalje, vse najbolj žlahtne barve. Kakšni so spomini na ta nastop v Kanadi? Ja, zelo lepi. To se je zgodilo 3 mesece nazaj. Jaz rada rečem, da je bil to moj sanjski dopust v tem smislu, da smo veliko športali, veliko se zabavali, spoznali novo državo, nove ljudi, skratka pestro, dogajalo se je na polno, cel teden. Zdaj, medalje ste si prisvojila za nastop v veleslalomu, v smučarskem teku in v kombinaciji. Kakšna je bila konkurenca? Je bilo težko? Konkurenca je bila predvsem nepoznana. Jaz sem bila prvič na svetovnem prvenstvu, prej sem se udeleževala državnih v Kranjski Gori, ki so neke vrste kvalifikacije. Tako da je bilo zame to, sem se podajala v neznane vode, konkurence nisem poznala, sploh pa v tej moji kategoriji nas je bilo veliko, ki smo bili na takšnem prvenstvu prvič. No, potem je pa že veleslalom pokazal, no, kar je pokazal. Najboljši čas, s tem prvo mesto. Tek na smučeh vam tudi očitno gre dobro? Mogoče so se poznali treningi na Vojskem, to je bila dobra priprava, mislim treninge, ne, parkrat sem šla odteči kakšen krog. Tekli smo klasiko, ker drsalne tehnike še nisem usvojila. Bila ste članica 4-članske slovenske odprave na to novinarsko svetovno prvenstvo. Kako ste se kvalificirala v ekipo? Jaz sem že na državnem prvenstvu imela najboljši čas v svoji kategoriji. So pa letos organizatorji malo prikrojili pravila, ker zdaj 2 leti zaradi covidnih omejitev ni bilo svetovnih srečanj in marsikatera država članica skiža niti ni imela državnih prvenstev. In potem so rekli, pač določite neka merila in sami naredite izbor, kdo se bo udeležil svetovnega prvenstva. Tako da pri nas je bilo, glede na to, da je Kanada daleč in da niso imeli vsi možnosti, da bi lahko šli, so se potem ekipi pridružili še Drago Bulc, pa Maja Zagoričnik in Iztok Škofic iz Gorenjske televizije. Omenila ste, da samo tekmovanje ni, bom rekel, tisti primarni cilj dogodka, ampak da je tudi druženje, izmenjava izkušenj. Je bilo naporno, poleg samega tekmovalnega dela, tudi vse ostalo dogajanje. Vam je ostalo kaj časa sploh za spoznavanje Kanade kot dežele? Zdaj, če bi vam pokazala urnik, ki smo ga prejeli ob prihodu, je vse zapolnjeno z dejavnostmi, tako da je bilo kar zgoščeno dogajanje. Jaz sem proti koncu tedna že rekla, ko bi imeli vsaj pol ure vmes, da skočiš pod tuš, pač ne na športu, malo zašvicaš, pa to pa potem iti tak na predavanje, ni lih najboljši občutek. Tako da dogajalo se je res veliko, razen teh športnih dejavnosti, še razna predavanja, predstavitve, sestanki kapetanov. Mene so določili za kapetanko, čeprav sem bila prvič, no, pa so me potunkali v to vlogo. Vmes pa ja, pač med obroki, pa mi smo imeli apartma dober kilometer stran od te glavne stavbe, kjer se je vse dogajalo. In potem si vedno na poti koga ali dohital ali počakal, pa si malo poklepetal na poti. Kaj vam je poleg osvojenih medalj ostalo najbolj v spominu glede tega obiska Kanade, če se tako izrazim? Kanada sama, oziroma Nova Fundlandija, sej celinske Kanade, tako rekoč nismo nič videli. Vzdušje tam, to samo smučarsko letovišče, ki je bilo tako res majhno, ne mondeno, ampak proge so bile fantastične, take strme. Res tak turizem, ki je meni všeč. In tudi največje mesto tam zraven je manjše kot Idrija, recimo, Stady Brook. Corner Brook ima slabih 20,000 prebivalcev, pa seveda
voda, ki vedno pomirja človeka. Marble Mountain, to smučarsko letovišče, je ob reki. Potem, ko smo šli krpljati, smo tam bili na enih hribih nad oceanom. Narava je zelo drugačna, čeprav jaz obožujem Idrijsko-Cerkljansko in sploh zdaj, ko je vse zeleno in cvetoče. Mi je bila pa tudi tista divjina všeč. Ti nacionalni parki, Grossmorn, kamor smo šli na turno smučanje. Tudi živalstvo je drugačno, imajo karibuje, lose, grizlije, baje. Hvala Bogu, nismo nobenega videli, srečali. Sem že malce pomislil, da ste zaradi grizlija mogoče malce hitreje tekla na smučeh. Letos je bilo svetovno prvenstvo v Kanadi. Mogoče že razmišljate o naslednjih udeležbah na tovrstnih tekmovanjih? Zagotovo bi rada šla na državno srečanje. Naslednje svetovno je v Kazahstanu. Po pravici povedano, ne razmišljam še, ali me bodo videli tam. Želja je, ampak odločitve pa še ni. Omenili ste, da je bilo res ogromno nekih pogovorov, tudi vezanih ne na sam šport. O čem ste se s kolegi novinarji iz celega sveta pogovarjali? O marsičem. Presenečena sem bila, koliko ljudi je že bilo v Sloveniji in sem tudi jaz marsikaj izvedela od njih. Potem seveda o novinarskih praksah. Zdaj prihajajo novi novinarski poklici, kot je spletno novinarstvo, influencerstvo. En Američan recimo se ukvarja, piše za spletno revijo, ki jo v celoti financirajo naročniki. Recimo, to je taka zanimivost. Pa tudi sicer o novinarskih izkušnjah, po čem so razne države znane, kaj so njihovi pereči problemi. Ni da ni, odvisno na koga si naletel. Ko ste omenila, da je kar nekaj teh novinarskih kolegov že bilo v Sloveniji, zasledil pa sem podatek, da ste v eni od trgovin v Kanadi srečali tudi slovensko govorečo gospo. Ja, ne moreš verjeti. In to zadnji dan, ko se mi je res mudilo z nabavo še zadnjih suvenirjev za domov. Tam so malo klepetali z blagajničarko in ena gospa me gleda, pa meni je bilo že malo nelagodno, ker nisem vedela, pogleduje bolj jezno proti meni, češ pohiti. No, ampak potem, ko sem jaz zaključila pogovor s prodajalko, pa pristopi do mene, pa mi reče: "Živjo, jaz sem tudi Slovenka." In potem, ne vem, tak šok, presenečenje, jaz sem jo kar objela in potem so govorili in je rekla, da živi na otoku v Novi Fundlandiji, v prestolnici, prihaja iz, mislim, da Montreala. Njeni starši so Slovenci, ona je bila rojena v Kanadi, ampak ima slovensko ime, Lidija Zajc, in tudi hčer, ki je dala slovensko ime. Skratka, ona je bila navdušena, da je lahko govorila slovensko, in potem, ko je meni vmes samodejno malo preklopilo na angleščino, je ona kar nadaljevala po slovensko in sem se jaz to vedela, ja, seveda ona želi govoriti slovensko, ker ima toliko malokrat priložnost. Ampak šlo je za obostransko zadovoljstvo, nepričakovano srečati nekoga, ki prav tako govori slovenski jezik. Res lepo presenečenje, sploh ker se ne nadejaš, da boš, čeprav pregovorno smo Slovenci povsod, ampak če ne pričakuješ, je to res presenečenje. In mi je še danes žal, da nisem imela časa, da bi šli na kavo. Sicer pa naj ob zaključku pogovora vprašam še nekaj. Ponovadi ste sama v vlogi izpraševalca, danes ste v drugi vlogi. Kako vam paše taka vloga? Je kar vroč stol, moram reči. Ja, bolj sem vajena vloge, ko jaz postavljam vprašanja, no pa za drug medij, pod temi žarometi je kar vroče. Ampak verjamem, da vas bomo še veliko let slišali prek radijskih valov. Ja, upam. Nina Brus, najlepša hvala za obisk v našem studiu, še enkrat čestitke za dosežene rezultate, pa srečno na nadaljnji poklicni poti, pa mogoče tudi na športni. Najlepša hvala.
Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in pa seveda vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.